Zdaj pa še naše zadnje predavanje, zadnje tudi v našem celotnem dnevu. Kolega Aljaž Kranc dela doktorat hkrati, čeprav razumem, na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in na Papeškem inštitutu za arabske študije in za islamistiko. Tako je. In bo predaval o Koranu in o očitkih v čarovništvu. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala organizatorjem za organizacijo tega simpozija. Hvala tudi, da ste sprejeli moj referat. Sem zelo vesel danes, da lahko govorim tukaj, kajti dejansko torej moje primarne področje je raziskovanje Korana v kontekstu judovstva in krščanstva in dejansko eden izmed najpomembnejših pojmov, ki se pojavlja v koranskih študijah oziroma v tem področju, ki ga raziskujem, je v zadnjih letih pozna antika. Ta pojem, ki so ga razvili zgodovinarji v zadnjih nekaj desetletij, predvsem se uveljavil po zaslugi Petera Browna, je res da zelo dober kontekst, v katerem je Koran nastal, kajti ne pozabimo, pozno antiko se definira po nekaterih definicijah vse tja do polovice 8. stoletja. Tako da Koran oziroma nastop islama spada v to obdobje. Danes bom jaz govoril o enem specifičnem argumentu, ki ga najdemo v Koranu, oziroma enem specifičnem pojavu, ki ga najdemo v Koranu, in to je, da se trem prerokom, Jezusu, Mojzesu in pa Mohamedu, se očita uporaba čarovništva. In tukaj na prvem slajdu je eden izmed takšnih verzov, kjer je v tem primeru preroku Mohamedu očitana uporaba čarovništva, ki mu jo očitajo njegovi nasprotniki in gre tako: rekli so, zares to ni nič drugega kot jasno copranje. Jaz zdaj upam, da bom v svojem referatu uspel nekako razložiti celotno pojmovno mrežo, v katero se takšni verziji vpisujejo. Mimogrede, tukaj na prosojnici to je rokopis, rokopis Korana, en najzgodnejših rokopisov Korana, ki so ga v 70. letih našli v Sani, v Jemnu, v strehi ene mošeje. Zdaj, jaz sem na začetku sem pripravil ta dva odlomka iz Korana, po katerih si lahko dokaj dobro pogledamo, kaj sploh pomeni, kaj je v bistvu očitano prerokom, ko se jim očita uporaba copranja oziroma uporaba magije v Koranu. Zdaj na desni strani vidimo ta daljši odlomek, to je vzeto iz 27. sure Korana, in v tem odlomku Koran na kratko poda zgodbo oziroma neko obnovo Mojzesovega življenja. Skratka, Koran se samo na kratko nanaša na to, kaj pomeni, da je ta zgodba bila poslušalcem dobro poznana. In pač kaj pravi v tem odlomku pravi Koran, da je Bog Mojzesa poklical ga iz ognja, kar je seveda v ozadju imamo svetopisemsko pripoved o Mojzesu in tem, kako ga je Bog poklical iz gorečega grma. In tukaj, ko ga Bog pokliče, mu tudi naroči, kaj naj naredi. In mu naroči, pravi mu Bog, Mojzes vrži svojo palico, in Mojzes vrže palico in palica postane kača. Mojzes se tega ustraši in hoče zbežati, ampak Bog ga še enkrat pokliče in pravi: Mojzes, ne boj se, pred menoj se poslanci ne bojijo, razen teh, ki delajo zlo ter zamenjajo dobro s slabim. Potem še mu da drugo naročilo in pravi: Mojzes, položi svojo roko v svoj plašč, ven bo prišla bela in nepoškodovana. In pač Mojzes položi roko pod pazduho in ko povleče roko, postane roka bela. Torej, to sta
dve čudežni znamenji, ki jih v tem primeru Bog naroči Mojzesu, naj jih naredi, in zdaj s tema dvema znamenjama ga pošlje k faraonu. Po Koranu Mojzes pred faraonom naredi 9 takšnih znamen, Koran pa jih nikjer ne našteje, torej nikjer niso točno našteta, kakšna so, ampak jih samo na kratko omeni, kar znova pomeni, da je najverjetneje so poslušalci vedeli, na katera znamenja se nanaša. No, in zdaj Mojzes pride pred faraonom, pred Koranom in mu pač pokaže te znamenje. Vrže palico pred njega, palica postane kača, potem tudi da roko pod pazduho, roka postane bela. In kaj faraon oziroma faraonovi možje naredijo? Mu ne verjamejo. In zdaj Koran o tem pravi tako. To je med 9 znamenji, torej ti dve znamenji, ki sem ti jih pravkar pokazal, sta med 9 znamenji. Beseda znamenje je tukaj zelo centralnega pomena, tudi za celoten Koran. To je med 9 znamenji za faraona in njegovo ljudstvo, kajti oni so bili pokvarjeno ljudstvo. Ko so k njim prišli naši evidentni znaki, torej Koran se znova navezuje na te znake, ki jih je Mojzes naredil pred faraonom, so rekli, to je jasno copranje. Torej, Koran to imenuje seher mubin. Beseda seher, arabska beseda seher pomeni nekaj, čist z etimološkega vidika to pomeni, da se nečemu spremeni naravo. In pač tu Mojzes v tem primeru kaj je naredil, spremenil je naravo lesa, da je les postal kača. Ampak ta beseda potem tudi dobi druge prizvoke, kot bomo videli. Torej, Mojzes je obtožen copranja zaradi tega, ker pač naredi te dve znamenji in faraon tega dejanja ne pripozna kot znamenji, ampak pravi, da je to copranje. Torej, copranje je tukaj rabljeno v nekem smislu, da faraon ne pripozna tega, kar je Mojzes pravkar naredil kot božje razodetje, ampak pravi, da je to zgolj rezultat neke Mojzesove lastne moči. Zdaj, na drugi strani, na levi strani, imamo odlomek iz 37. sure, ki smo jo na začetku videli na prvem slajdu. In gre takole. Tukaj da povem kontekst tega, tukaj pa govori ta sura o preroku Mohamedu in o tem, kar se njemu dogaja. In pravi Bog Mohamedu kot v neko tolažbo, pravi Bog Mohamedu, ti pa si začuden, ko oni zasmehujejo. Torej to zdaj kaj ta prvi stavek predpostavlja je, da je Mohamed oziroma njegovo razdetje, ki je Koran sam, da obstaja neka skupina ljudi, ki to zasmehujejo. Ko so opomnjeni, se ne spomnijo. Torej, ko so opomnjeni, se ne spomnijo, torej ne sledijo temu, kar prerok Mohamed oznanja. Ko vidijo znak, in znova pravi, ko vidijo znak, oziroma ko vidijo to, kar Koran imenuje aja, ga zasmehujejo in pravijo, to je jasno copranje. Hadza sihr mubin. Znova vidimo isti očitek, ki ga tokrat Mohamedovi nasprotniki očitajo Mohamedu, torej da to, kar dela, da je v resnici magija. Zdaj, če si na eni strani lahko dokaj dobro predstavljamo, kaj je, da je Mojzesovo dejanje, ki ga stori, torej da spremeni palico v kačo, da je to res nek nadnaravni dogodek, pač tu po drugi strani ni čist jasno, kaj Mohamed dela takšnega, da bi copral. In tukaj moramo se vprašati, kaj je dejansko to, kar Mohamed prinaša. Mohamed, to, kar on njim prinaša, je razodetje Korana. In pač Mohamedu se Koran začenja razodevati leta 610 v Meki. In dobi dokaj hitro neko skupnost prvih sledilcev, s katerimi ustanovijo neko svojo skupno liturgijo, s katerimi se družijo in ki začnejo verjeti v enega Boga in v sodni dan. Torej, to je takšna primarna skupnost v prvem obdobju, ko se Koran začne razodevati Mohamedu. In zdaj lahko si predstavljamo, če se tam formira neka skupnost, pač
določeni ljudje nočejo vstopiti v to, tudi ko so povabljeni. In Mohamed pač Koran je oznanilo, ki je namenjeno vsem Arabcem oziroma vsemu svetu, ampak pač določeni ljudje tega ne sprejemajo in začnejo Mohameda zavračati. In zdaj, zakaj mu pravijo, da je to, kar dela copranje? Ker se ta Koran oziroma razodetje Mohamedu se razodane v obliki enega poetičnega diskurza oziroma v obliki nekega leporečja, ki zelo meji na pesništvo. In pač oni pravijo, da v bistvu to, kar Mohamed oznanja, da je v resnici s tem začaral to skupnost prvih sledilcev, da so mu sledili. In torej z to svojo pesniško spretnostjo je uspel začarati ljudi, da mu sledijo, ampak v resnici pa to, kar on nosi, ni razodetje od Boga, ampak je rezultat neke magične prakse in Mohamed je mag, ki to izvaja. Zdaj tu na naslednjem slajdu vidimo, jaz sem skušal to malo izdelati neko shemo, kako sploh razumeti ta očitek in kako ga dejansko upeljati v kontekst nekih pojmov, ki jih Koran izpostavlja. Kajti dejansko očitek o magiji ni nekaj, kar bi obstajalo za sebe, ampak se vpišuje v širši kontekst koranske pojmovnosti oziroma v širše semantične mreže, ki jih Koran konstruira. Zdaj, najprej imamo nek dogodek oziroma dejstvo. V primeru Mohameda je to oznanilo Korana oziroma to neko pesniško oznanilo, ki lahko tudi, ki je napisano v nekem visokem poetičnem stilu. Na drugi strani je to Mojzesovo metanje palice, ki postane kača oziroma vsi njegovi drugi znaki, ki jih stvori pred faraonom. In zdaj, kaj naredi nekdo, ki je nevernik oziroma nekdo, ki ne veruje v to, ki ne sprejme tega razodetja? Kaj naredi? Faraon oziroma njegovi možje obsodijo Mojzesa, da to, kar dela, da je to copranje. Da je tisti subjekt, ki je aktiven pri tem, da je coprnik, da je coprnik, v tem primeru Mojzes, ki to, kar dela z uporabo neke magije. In tukaj vidimo, da v kaj dvomi v tem primeru faraon, je v izvor moči, s katero Mojzes deluje. No, na drugi strani pa reakcija vernika pa je, da v tem dogodku oziroma v dejstvu, bodisi v Mohamedovem oznanilu, bodisi v Mojzesovih čudežnih, Mojzesovem spremenitvi palce v kačo, da v tem prepozna znamenje. In tukaj Koran rabi besedo aja, in ta beseda znamenje je v teološkem diskurzu že kot smo prej lahko videli na nekaterih predstavitvah, je beseda znamenje zelo rabljena predvsem v krščanskem teološkem diskurzu in postane tudi centralna za Koran. In najverjetneje je Koran se s tem, ko uporablja to besedo znamenje, se navezuje na sirske krščanske teologe, kajti Koran nastane v tesnem kontaktu ne z grškim krščanstvom, ampak predvsem z orientalskim krščanstvom, z sirskim in pa etiopskim krščanstvom. In tam je to znamen, tam obstaja cela teologija znamen pri nekaterih teologih. No, zdaj, kaj vernik naredi? Torej, vernik ta nadnaravni dogodek prepozna kot znamenje in prepozna tistega, ki prihaja s tem nadnaravnim dogodkom, prepozna kot preroka. In ta dogodek, ta nadnaravni dogodek pa se ne zgodi iz neke lastne moči, nekega maga oziroma čarovnika, ampak je to dejansko znamenje, ki je namenjeno temu, da bi tisti, pred katerimi je bilo storjeno, da bi tisti verovali. Torej, da bi verovali poslušalci Mohameda ali pa faraon, da bi veroval. In zdaj
Koran uporabi to teologijo, da izdela to, čemur znanstveniki, čemur preučevalci Korana včasih tudi pravijo koranologija. Kajti, zdaj, zamislimo si, Mohamed je dobi neka prva razodetja Korana in že ko dobi tisto nek prvi, ko dobi ta prva razodetja, ja, mu že začnejo nasprotovati. In zdaj, kaj mora Koran narediti, ko doživi to nasprotovanje? Mora samega sebe legitimirati. Torej, povedati mora, da je v resnici Koran ni magija oziroma ni rezultat nekih praks, ampak da je to pristno razodetje, ki je dano preroku Muhamedu. In z tega nastane tako imenovana koranologija oziroma diskurs Korana o samem sebi. Teologija Korana o samem sebi, to, kar on sam je. In zato je Koran izrazito autoreferenčen tekst, se nanaša ves čas na sebe in Koran sebe primarno pojmuje kot skupek znamen. Torej, deli Korana so skupek znamen, tako pravi tudi tale, naprimer v začetku 27. sure, beremo tako: ta sin, to so znaki Korana, spisa, ki razjasnjuje vodila ter dobre novice za vernike. Torej, Koran se svoje sestavne dele pojmuje kot znamenja, ki so bila razdeta, da bi dejansko tisti, ki jim je namenjen, torej Arabci in pa posledično tudi celoten svet, da bi začeli verovati. In tudi kasnejša islamska tradicija verze Korana imenuje ajat, torej verze Korana so znamenja, ki so dani človeštvu. Tudi slovensko podomačen, ko včasih slišimo, da so koranski ajeti. To je podomačena verzija te arabske besede ajat. Zdaj, zakaj se po mojem mnenju to dokaj dobro vpisuje v pozno antiko, ker mislim, da oziroma v nek verski kontekst pozne antike, ker tudi v Novi zavezi mislim, da vidimo, če smo prej tole shemo, ki sem jo tukaj pokazal, mislim, da se nekaj zelo podobnega zgodi v Novi zavezi in Koran tudi sam ta odlomek po mojem mnenju pozna. To je pač očitek Jezusu, da s hudim duhovom, s poglavarjem demonov izganja demone, da z Belcebubom izganja demone. In zdaj, kaj ta očitek vsebuje dvom v sam izvor moči, s katero nek svet mož deluje. Kajti dejansko tukaj Jezusu pismouki očitajo, da to, kar dela, ne dela iz svetega duha, ampak da ga je obsedel nečisti duh in da je tam njegov izvor moči. In tukaj Jezus to zelo dokaj resno odreagira, ta odlomek je vzet z Markovega evangelija in pravi Jezus: kdor preklinja svetega duha, ve, komaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil. Torej, podobno tudi v Koranu vidimo, da so tisti, ki Mohameda oziroma Mojzesa obtožujejo, da uporablja magijo, tisti končajo zelo slabo. Pač faraon, kot vemo, se utopi v Rdečem morju, tudi v Koranu. Pač doživi zelo bride konec. In pa tudi mekanskim nasprotnikom Mohameda je ves čas napovedana kazen. Ves čas jim Koran grozi s kaznijo, ki jo bodo izkusili. In to Koran se jasno, pač po mojem mnenju na desni strani, tukaj vidimo odlomek iz 5. sure, to je čist na koncu 5. sure, na koncu 5. sure je vsebovan en takšen dialog med Jezusom in Bogom ob koncu časov. In tukaj pravi bo Bog rekel Jezusu: Jezus, Marijin sin, spomni se mojega blagoslova, in potem pač mu našteva te vse stvari, ki jih je zanj storil, in potem na koncu mu pa omeni: in ko sem Izraelove sinove odvrnil od tebe, ko si k njim prišel s pojasnili. Tukaj Koran sicer ne uporablja besede aja, ampak uporablja besedo bajinat. Beseda bajinat pa pomeni nekaj pojasniti oziroma nekaj razložiti. Zato prevajam tukaj za pojasnili.
Tisti, ki ne verujejo, pa so rekli, to ni nič drugega kot jasno copranje. In tukaj torej Koran jasno, po mojem mnenju se Koran jasno navezuje na to epizodo z Jezusovega življenja, ko so ga Judje obtožili, da to, kar dela, da dela s poglavarjem hudih duhov, kajti dejansko so dvomili v sam izvor njegove moči. No, za sklep lahko rečemo, da je očitek o čarovništvu v Koranu strukturno podoben očitkom o uporabi čarovništva v drugih poznoantičnih religijah. In očitek o čarovništvu je eksistencialno epistemološka zmota. Torej, ta, ki očita čarovništvo preroku, je ne samo v epistemološki zmoti, da ne spozna razodetja v dogodku, ki se je pravkar pred njim odvil, ampak je tudi v eksistencialni zmoti zaradi tega, ker posledice tega njegovega nepripoznanja bo čutil tudi na svojem lastnem življenju. In tudi v svojem lastnem življenju se ni zmožen slediti temu Božjemu razdetju. Zato ta zmota ta očitek ni samo nekaj, kar bi pomenilo epistemološko zmoto, ampak je to neka eksistencialna napaka, je napačen način, na katerega sploh živeti življenje. No, očitek o čarovništvu je umeščen v kompleksno semantično mrežo, ki govori o možnih reakcijah na razodetje oziroma razodovalni dogodek. Torej, očitek o čarovništvu v Koranu lahko pojmujemo samo v tej, če ga umestimo v to širšo optiko tega, kako lahko neko človeško bitje odreagira na Božje razodetje. In očitek o čarovništvu je dokaj slaba reakcija po Koranu. In pa ta analiza, ki sem jo zdaj čisto na hitro naredil, potrjuje teze nekaterih drugih raziskovalcev Korana oziroma nekaterih drugih koranistov, naprimer Mehdija Azajeza, ki francoski preučevalec Korana, ki pravi, da Koran podaja svoje teologumene v tako imenovanem kontradiskurzu. Pač Koran večina svojih teoloških naukov poda kot odgovor na kritiko, ki so jo preroki deležni. Bodisi so to bili pretekli preroki, naprimer Mojzes ali pa Jezus, bodisi je to Mohamed, torej sedanji prerok, ali pa so to neke predstave o eskatoloških odgovorih, ki jih bodo preroki dajali v prihodnosti, kot smo lahko videli z Jezusovim eskatološkim diskurzom ob koncu časa v 5. suri oziroma na slajdu, ki sem ga pokazal. S tem pa bi sklenil. Hvala lepa.